Se pravi, na delo jaz prihajam peš. Na delo prihajam s kolesom, 30 km v eno smer. Običajno največkrat pridem kar z vlakom. Če se le da, če je lepo vreme, s kolesom. Prihajam z vlakom. Iz postaje do sem pridem z Eskerojem. Na delo prihajam s kolesom. Prihajam pa z avtobusom, po letnih mesecih, ki je pa bolj toplo, pa sončno pa tudi s kolesom. Odločila sem se tako iz ene komoditete, da lahko kaj berem, lahko spim, lahko jem, lahko pijem, lahko klepetam. Skratka, en kup stvari lahko počnem, ker jih v avtu ne morem, ker moram biti skoncentrirana na cesto. Mislim, da je najcenejša varianta zame. Tle imamo dosti problema s pomanjkanjem parkirišč, tako da so pol parkirišča fraj za druge sodelavce iz oddaljnejših krajev. To mi je v bistvu sprostitev. En tak, da se odklopim od dela, lažje tudi funkcioniram na delovnem mestu. Po eni strani je to moj gušt, pa hkrati tudi nimam več za kaj zaskrbeti. Kje bom parkiral, kako se bom vozil, ali bo kakšen zastoj ali kaj podobnega. Najtežje pa mogoče ta fleksibilnost, ki jo avto omogoča. Z avtom prideš od vrat do vrata. Tukaj zdaj pa pač moram iti peš. Najtežje mi je bilo, ko sem mogel malo prej vstajati. V bistvu sprememba. Prej z avto, potem s kolesom, naredil sem pač en korak več. Zase, pravzaprav. V bistvu govorimo o dveh vrstah koristih. Govorimo o koristih za fizično zdravje, predvsem pa o koristih za počutje. To gibanje prinese ne samo to, da se dobro počutimo zaradi tega, ker smo predihani, ker smo razgibani, ampak tudi zaradi tega, ker smo med drugimi ljudmi. En pomemben vidik duševnega zdravja je povezanost in stik z drugimi ljudmi. To ne pomeni, da se moramo z drugimi ljudmi pogovarjati in biti v aktivnem stiku, ampak je že dovolj to, da se gibljemo, da naprimer peš hodimo med ljudmi. Glavne prednosti, da pridem s kolesom v službo, je prvo to, da nekaj za sebe naredim. Drugo je to, da nekaj narediš za okolje, kot tretje je, da pošparaš. Daleč glavna prednost je to, da sem svobodna, da sem free, da lahko počnem karkoli hočem, zato ker ne rabim biti skoncentrirana na cesto, ko v avtu ipak sem. Pločevine je absolutno preveč, da tole porabiš tistih 2 kvadrata in to je to. Parkiraš, imaš, to je to. Se pravi, ko grem iz službe peš, bi pa rekla, da je glavna prednost to, da se še malo razmigam po 8 urah dela. Redno to počnem, ampak nočem biti vsiljiv. Drugače pa ja, izziv. Jaz sem rečem, dej, da te vidim, pa se jih najde veliko. Zelo dober ukrep, ki je že bil, oziroma ni bil ukrep, ki je bilo nekaj zelo pozitivnega, je bil ta mesec mobilnosti, ki je bila po eni strani animacija, po drugi strani take zelo lepe in praktične nagrade, ki mislim, da smo se jih razveselili in ki mi pridajo prav, tudi meni. V resnici mislim, da pač kdor hoče, bo že najdel način, da vrši trajnostno. Če začneš danes, lahko spremeniš jutri. Oziroma spremeniš danes in boš spremenil za cel življenje. Pojdi z mano, pa jo probati.